Finančna uprava Republike Slovenije poziva vse starše otrok s posebnimi potrebami in so torej vzdrževani družinski člani, naj priložijo vlogo za vzdrževane družinske člane. Če tega niste storili že prej, lahko to storite do četrtka do polnoči 30. junija. Vlogo za vzdrževane družinske člane izpolnite in ji priložite odločbo o dodatku za nego otrok. To odločbo izda Center za socialno delo. Če izpolnjujete vse pogoje, bo vaša dohodninska olajšava skoraj 5-krat višja. Staršem otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in imajo odločbo Centra za socialno delo o dodatku za nego otroka, pripada posebna olajšava, tako imenovana A5. Ta olajšava je občutno višja kot pa običajna olajšava A1, ki pripada otrokom do 18. leta starosti. To seveda velja za tiste, ki imajo vzdrževane družinske člane in potrebujejo posebno nego. Kaj pomeni olajšava A1 ali A5, si lahko pogledate na straneh Finančne uprave Republike Slovenije in tako ugotovite, v katero kategorijo spada vaš otrok. Načeloma pa gre za oblike posebnih potreb vzdrževanih družinskih članov. Večje kot so posebne potrebe vzdrževanega družinskega člana, višja bo dohodninska olajšava. Informativne izračune dohodnine je večina državljanov sicer že prejela konec maja oziroma v začetku junija. Izračun preglejte in preverite, če je vključena tudi olajšava za vzdrževane družinske člane, še posebej, če imajo posebne potrebe. Če imajo odločbo Centra za socialno delo in ta olajšava ni vključena v samem informativnem izračunu, potem naj podajo ugovor zoper informativni izračun. Če bodo vložili ugovor in bo Finančna uprava izdala odmerno odločbo, v kateri pa bo potem, kolikor bodo seveda izpolnjeni pogoji, upoštevala to posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane. Obrazec ugovora je objavljen na spletni strani Finančne uprave, lahko se ga natisnejo, izpolnijo in bodisi po pošti, bodisi osebno odnesejo na finančni urad, kjer imajo prebivališče. Tisti, ki nimajo dostopa do interneta, pa lahko ta obrazec seveda brezplačno dobijo na kateremkoli finančnem uradu. Postopek pridobitve odločbe o dodatku za nego otrok, ki jo izda Center za socialno delo, pa je sledeč. Najprej morate pridobiti potrebno zdravniško dokumentacijo, da vaš otrok res potrebuje posebno nego. To dokumentacijo oddate Centru za socialno delo. Zdravniška komisija nato oceni, če otrok izpolnjuje vse pogoje o posebni negi. Če so vsi pogoji izpolnjeni, Center za socialno delo na koncu izda odločbo o dodatku za nego otrok. Postopek običajno traja 2 meseca. S to odločbo pa ne uveljavljate zgolj dohodninske olajšave, ampak tudi dodaten dopust, popust pri registraciji avtomobila. Za več podrobnosti pa se lahko pozanimate na Centrih za socialno delo. Thank you.